Glavni razlog za to so metode dela, ki jih je upeljala ta vladajoča koalicija. To so bile metode, v katerih ni bilo podlag, da bi se kresala strokovna mnenja, da bi se vključevala stroka, da bi se vključevala civilna družba, da bi se spoštovala stališča zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Vse se je gradilo na golem formalizmu. Težko je predsedniku Državnega zbora očitati, da ni poskušal formalizirati stvari. Toda predsednik je prvi med enakimi in razen izgovorov, ki jih ima, da po poslovniku nekaj lahko, nekaj ne more, mora graditi tudi medsebojne odnose, ki so lahko v smislu sodelovanja in enakopravnosti, lahko so pa v smislu izključevanja in podrejenosti, in to je po naši oceni predsednik Državnega zbora delal. Zato je tudi glede vsebinskih rezultatov mogoče biti kritičen in ni res, da je Državni zbor sprejemal vso zakonodajo v smislu sodelovanja in v smislu koristi za Slovenijo. Mi mislimo, da je res večina zakonov, ki jih je predlagala vlada, bilo sprejetih. Toda med njimi so mnogi takšni, ki niso koristili razvoju Slovenije in demokracije, ampak so prej škodovali. Gotovo gre v tem primeru za mnoga področja. Jaz jih ne bi našteval, lahko pa, če boste želeli, to v nadaljevanju povem. In za konec, da ne bi bil uvodoma predolg, naj povem še nekaj. Mi smo veseli, da je predsednik Državnega zbora pripravil statistiko, čeprav je tista, ki smo jo pripravili mi v poslanski skupini, za kakšno malenkost drugačna. Bomo pa še bolj hvaležni, če bo v bodoče ta statistika pripravljena tudi tako, da bo bolj diferencirano, ne pa samo na neki splošni sliki, kazala, kakšne so dejansko bile razmere v Državnem zboru. In glede na to, kar nam je bilo v tej statistiki sporočeno, naj komentiram in rečem samo naslednje. Gospod predsednik je poskušal delati primerjavo med tem in prejšnjim mandatom. Najbrž se primerja da, čeprav v celoti ne. V prejšnjem mandatu smo se kar zadeva zakonodaje pripravljali pospešeno za sprejem vseh zakonov, ki so bili potrebni za vključitev v Evropsko unijo. Imeli smo poseben dogovor, da se vsi zakoni, ki so potrebni za vključitev v Evropsko unijo, lahko sprejemajo po nujnem postopku in na izrednih sejah. In zato število zakonov po enem ali drugem postopku in število izrednih sej med seboj primerjati, brez da se na to opozori, ni v celoti korektno. Drugo, vidi se, da smo v tem mandatu v Državnem zboru sprejeli bistveno manj poslanskih zakonov kot v preteklem mandatu. To ni nepomembno. V tem mandatu so bili sprejeti, jih je bilo sprejetih 18, v prejšnjem mandatu 37. To je uraden podatek, ki ga je dal predsednik Državnega zbora. Nam se zdi pomembno poudariti ta podatek, ker se doslej rado govori, saj so vsi odnosi enaki, oziroma nam je bilo kot opoziciji v preteklem mandatu še mnogo težje, kot je vam v tem. Ta podatek kaže, da to ni res. Enkrat več je bilo v prejšnjem mandatu sprejetih opozicijskih zakonov, ker vemo, da če rečemo poslanci, velja to za poslance opozicije, saj poslanci koalicije zakone ne vladajo. Mi smo bili prijaznejša opozicija, kot je bila opozicija v preteklem mandatu, kar se vidi števila obstrukcij in prekinitev, ki jih je navajal gospod predsednik. Rečeno je bilo, da je bila vlada boljša v tem mandatu, prejšnje bolj natančna, bolj dosledna, zaradi tega, ker je vlagala manj amandmajev. In to statistika res kaže. Pri tem pa predsednik zamolči, da imamo nov poslovnik in da po novem poslovniku vlada sploh na lastne zakone ne sme vladati amandmaje.
In zato so vsi amandmaji, ki jih je res zelo malo, samo amandmaji, ki jih je vlagala na poslanske zakone. Na svoje so vlagali pa amandmaje koalicijski poslanci. To zgleda kot drobna opazka, vendar kaže, kako rado se v tem državnem zboru govori pol resnice. Do polovice resnico poveš, okoliščine, kako do nje pride, ne poveš in potem cela zgodba postane popolnoma drugačna. Jaz sem vesel, da je v tem mandatu bilo enkrat več vetov državnega sveta, kar če spoštujemo ustavno vlogo, ki jo državni svet ima, pomeni v 19 primerih v prejšnjem mandatu v 8 je državni svet ocenil, da so bili zakoni, ki jih je sprejel državni zbor, slabi. Da niso zadovoljevali pogledov in interesov, ki jih je oblikoval državni svet in so zato vložili veto. In 4 od teh vetov so bili uspešni. Naj zaključim. Rajše bi videl in bolj vesel bi bil, če bi lahko ocenil, da je bilo delovanje bolj uspešno. Moram pa reči, da po moji oceni ta vlada, ta državni zbor, ta koalicija, tudi predsednik državnega zbora nista velika pomagala nadaljnjemu razvoju demokracije v Sloveniji, zato so po našem prepričanju tudi v državnem zboru in v vladajoči koaliciji potrebne spremembe. Mi se bomo potrudili, da bi jih zagotovili. Hvala lepa.